Od začetka do konca. Oziroma, kako uspešno izpeljati projekt. Dober dan, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Tokrat že 61. oddaja. Za tiste, ki ste zamudili prejšnjo oddajo s super gostom Andrejem Škrabo iz Nice Hasha, klikaj na tale link, si poglej tisto oddajo na hiter in potem skoči nazaj, ker danes je z mano prečudovita, rahlo zapečena Vika. Danes bomo govorili o tem, kako potekajo projekti oziroma kako organizirati projekte v agenciji, kako to mi počnemo in mogoče se kaj iz tega naučiš in seveda uporabiš tudi pri svojem delu. Še prej pa naj povem, ukolikor si želiš to oddajo poslušati v podcast obliki, nas seveda najdeš na SoundCloudu, iTunesu, Stitcherju, TuneInu in vseh ostalih teh programčkih za poslušanje podcastov. Vse v tej oddaji si lahko prebereš tudi na pointout.si/weekly61. Evo, zdaj pa gremo v oddajo. Vika, o čem bova danes govorila? O projektih? Tako je, kot si že tudi sam povedal, kako mi v Point Out organiziramo projekte. Ok, pa dajva kar začeti. Kako se pravzaprav začne pri projektu? Kje je tista začetna točka? Ja, zdaj pri nas, jaz osebno mislim, da se načrtovanje projekta za določenega naročnika začne še preden je sam projekt potrjen. Začne se z najprej seveda telefonskim klicom z strani potencialnega naročnika ali maila, da bi se radi z nami seznali. Potem z naše strani sledi torej organizacija termina srečanja, potem pa sam pregled potencialnega naročnika, torej s čim se ukvarjajo, iz katere panoge so. Pregledamo tudi njihove trenutne marketinške aktivnosti, če so kaj aktivni na Facebooku, Instagramu, kakšno imajo spletno stran in tako. Potem pa se dobimo za sestanek in pogovorimo o njihovih željah in ciljih. In to je mogoče ta prvi korak, ki ga naredimo pri organizaciji. In te na sestanku seveda zvemo vse, kar oni potrebujejo, zakaj bi mogoče potrebovali naše storitve. Ukolikor pa tega seveda ni razbrati na prvih teh sestankih, pa je tudi vedno koristno in kar se tudi kar pogosto poslužujemo, je to, da pošljemo naš brief oziroma vprašanja za brief. Ker velikrat podjetja nekako nimajo čisto dobro definiran, kaj bi radi in nekako na tem sestanku in s pomočjo vprašanj za brief tudi zvemo določene dodatne informacije. Kaj pa potem? Ja, po marketinškem briefu v bistvu nam naročniki že malo zaupajo še bolj konkretno njihove želje, cilje in na osnovi tega mi potem naredimo že nekako osnutek strategije, ki bi jo za njih pripravili. Na osnovi tega pa tudi seveda ponudbo, ki jim jo pošljemo, potem pa vidimo, je treba še kaj prilagoditi oziroma če so tiste želje z njihovih strani, ki bomo v ponudbi oziroma tekom projekta potem tudi realizirali. Ok, potem zdaj imamo potrjeno ponudbo, naročnik se je odločil, torej lahko začneva počasi z organizacijo samega projekta in verjetno na začetku gre za postavitev nekih začetnih nalog. Mogoče lahko o tem kaj več poveš? Res je, seveda najprej obvestimo ekipo, da smo dobili novega naročnika. Potem pa v bistvu že kar takoj gremo naprej v organizacijo, torej izbor ekipe, članov, ki bodo sodelovali na samem projektu. Zdaj ekipo se zbere na osnovi, kaj seveda naročnik želi, potem koliko je sam posamezen član recimo zaseden z drugimi projekti, s katerimi se trenutno ukvarja v agenciji. Tudi na osnovi njihovih predhodnih izkušenj, če je recimo nekdo toliko močnejši v copywritingu za določeno smer, bomo seveda njega uporabili. Torej zberemo res nabor tistega, zberemo cvet Point Outa, da sodeluje na samem projektu. Potem se skupaj z ekipo usedemo na nek brief, povemo, kdo je naročnik, kaj bomo za njega delali, hkrati se že pogovorimo o idejah, kako bi začrtali to strategijo.
pridemo že tudi do kakšnih zanimivih, inovativnih rešitev, torej kako bo ta strategija oziroma akcije, ki jih bomo izvajali za njih, drugačne od drugih, da bojo zato pač torej step out of the average. Aha, da bojo stopili iz povprečja. Iz povprečja, tako ja. Potem pa v bistvu pripravimo te osnutke, z druge strani se pa hkrati tudi brifira naročnika, da z njihove strani pridobimo potrebne materiale, dostope za Facebook, Google orodja, druga orodja, če je, oziroma pač, da dobimo še tiste dodatne materiale strani naročnika, da lahko potem res začnemo z delom. Tako je. Ja, ta začeten del je res pomemben, predvsem zato, ker se postavijo neki temelji prihodnega sodelovanja. Res je izredno pomembno, sploh ta del, ki ga je tudi Vika omenjala, da se dobro zbrifira sodelavce, in Vika to zelo dobro ve kot vodja projektov v naši agenciji. In seveda naloga vsakega dobrega vodje projektov je to, da zna dobro prenesti te informacije, ki smo jih pridobili skozi ta prvoten proces, tudi na vse sodelavce. Zdaj, koliko jih je običajno v ekipi, je tudi odvisno od velikosti naročnika, od različnih storitev, ki so potrebne, se pravi, izvesti. Tudi večje, kot so ekipe, več je specialistov, manjše, kot so več nekih ljudi, ki delajo več stvari hkrati. Tako da vse to je potrebno upoštevati, ko seveda pripravljamo in pa razporejamo naloge. Ok, kaj so potem naslednji koraki? Naslednji koraki so potem seveda tudi začrtanje same časovnice, razporeditev nalog. Naloge razporedimo, mi uporabljamo Project Management Tool oziroma orodje za projektni management Asana, ki je zelo priročno in uporabno orodje, tako z vidika začetek projekta, da se nekako osredotočiš na naloge, ki jih je treba narediti, in po korakih opredeliš, kako priti od točke A do točke B oziroma od začetka do konca projekta. Zdaj nekatere aktivnosti potekajo seveda čisto vzporedno, da je priprava materialov tako grafičnih kot besedilnih lahko vzporedno. Določene stvari pa zahtevajo pa čisto sledje dogodkov, torej pač, ko je ena naloga opravljena, se lahko nadaljuje na drugo. In Asana nam tu kar dosti pomaga pri sami organizaciji. Hkrati, če že govoriva o Asani, imamo noter vkomponirano tudi orodje, ki nam meri čas, koliko časa potrebujemo za določeno aktivnost, ki ne samo Every Hour, ja, ki ne samo, da pomaga na nek način opredeliti, koliko časa je za določeno stvar potrebno, ampak lahko vidimo tudi, če so kje še odprtine, da lahko optimiziramo ta čas, ki ga namenimo za določeno izvedbo aktivnosti. In to pa moram priznati, ko smo vkomponirali tale orodje, je bilo kar malo preskok iz tega, da nekdo pač meri čas, koliko časa potrebuješ, in je bilo včasih kar malo zanimivo videti, koliko časa dejansko uporabiš za neko preprosto nalogo, ki bi rekel, ok, se za to bom porabil 5 minut, ampak potem na koncu se izkaže, da vseeno ti porabiš, 30 minut časa za to. Tako da je tudi ta preskok iz tega, da začneš malo samokontrole delati na tem, koliko časa uporabiš za neko aktivnost, in potem pa združiš to časovnico na sam projekt oziroma na naročnika. Ja, tukaj bi predvsem poudaril to, da mogoče se zdi, če imaš neko manjši projekt ali pa si celo sam v ekipi ali pa sta 2-3, to tudi do neke mere kompliciranje, tako v narekovajih, ampak vse te informacije so koristne seveda pri načrtovanju projektov, predvsem potem, ko se znova lotiš podobnega projekta. Zato, ker imaš že neke začetne informacije in zadeva seveda lažje steče. In bolj, ko je široka seveda projektna skupina oziroma sodelavci, ki delajo na projektu, bolj so tudi pomembni te procesi za to, da delo poteka tekoče. Seveda, poleg Asane, ki je Vika omenjala, obstaja še vrsta drugih orodij, ki jih seveda lahko uporabljaš. Zdaj nekateri tudi še vedno pišejo taske, recimo tudi na list papirja, pa si potem črtajo, kar seveda ni nič narobe, ampak tisto, kot sem že prej rekel, večji kot je tim, večja kot je ekipa, bolje je uporabljati neka prilagojena orodja, predvsem pa, da jih
celotna ekipa ponotranji, ker tudi zadeve potem lažje tečejo dalje. No, iz tega vidika, pa če še Zoran te lahko dopolnim, hkrati, ko so projekti tako pač razdeljeni znotraj orodja, lahko tudi vsak član iz ekipe, tudi če ne dela na projektu oziroma mora kdaj na hitro vskočiti v sam projekt z delom, lahko točno vidi, na kateri točki je sam projekt, kaj se je naredilo oziroma kaj je še potrebno narediti. Je pa veliko tudi odvisno od tega, kako so člani ekipe vestni pri kljukcanju svojih nalog, ki jih opravijo. No, ampak pri nas tega izziva na srečo oziroma na srečo nimamo, no, smo kar lepo vzgojeni, tako da v primeru, da je kdo odsoten, se vskoči noter, lahko takoj pač nadaljujemo z delom, no, to da nam tudi z tega vidika Asana zelo pomaga in pride prav. Sicer pa Vika lahko prime seveda šibo v roke, pa vsakega malo po prstih, če je pozabil odkljukati, hecam se. Kaj so tiste neke ključne temeljne naloge, ki jih ima vodja projektov ali pa tisti, ki organizira projekt do naročnika pa do ostalih sodelavcev? Do naročnika v prvi vrsti seveda komunikacija, prej sem že omenila samo pridobivanje materialov, potem se pa nadaljuje s tem, da naročnika vedno obveščam, na kateri točki projekta smo, kako potekajo zadeve, ker kljub temu, da smo mogoče z njimi na vezi enkrat na teden, vseeno vmes je treba se kaj zgodi s projektom, nam manjka kakšen material, nimamo dostopa do česa, torej pač sem v nenehnem kontaktu z naročniki, torej da z njihove strani dobivam tudi potrditve, ko pripravimo mi vse potrebne materiale ali pa vmesne faze določenega procesa, da dobim z njihove strani potrditev in ko je tisto potrjeno, potem to naj se ne bi vračali nazaj, ampak potem lahko nadaljujemo z drugimi koraki, še posebej je to pomembno v tistem sosledju dogodkov, če je ena naloga odvisna od druge. Tako da nenehna komunikacija z naročnikom, torej kaj se dogaja z njegovim projektom. Po drugi strani pa do ekipe je pa to, da prenesem informacije, kot si že sam omenil, da ve ekipa, kaj so želje naročnika, kako so si zamislili svoj projekt. Torej poskušam prebroditi ta most komunikacije, da je čim manj šumov v sami komunikaciji, da smo vsi torej pač na istem nivoju, da razumemo, kaj je projekt, kako bo potekalo. Torej pač do ekipe, da jih zbriferam z vsem tem, hkrati da jih opomnim, če kakšne zadeve še niso bile narejene oziroma jim postavim naloge, kaj je potrebno narediti. In pa torej to pač, da vem, kaj kakšen član ekipe dela v tistem trenutku. Z mojega vidika je res izredno pomembno, da je ne glede na to velikost projektnega tima, da je ena oseba, ki primarno komunicira tako z ostalimi člani ekipe, kot z strankami, naročniki in tako dalje. Zato, ker ta oseba je tista, ki ima tudi največ informacij in ker tudi nekako, kadar potekajo, kako bi rekel, te komunikacije preko enega samega kanala, preko ene osebe, je možnost neke izgube informacij, nekih šumov precej manjša. Dobro je tudi to, ker vodja projektov seveda izoblikuje tudi določen odnos tako do tima, kot tudi do stranke in s tem izoblikovanjem tudi točno ve, tudi včasih se veste, veliko informacij je tudi neverbalnih, veliko je tudi nekih, tudi kadar so verbalne, so lahko različni toni in tako naprej in hiter se pravi, tiskama res komunikacijo, čez hiter tudi take neke malenkosti ujame in jih seveda s pridom potem tudi izkoristi pri organiziranju projekta oziroma pri doseganju nekih ciljev, ki so zastavljeni v skladu s projektom. Dajva se še malo mogoče dotakniti Asane, prej sem tudi omenil, da je vrsto nekih drugih orodij, ki jih zdaj ne bom posebej omenil, pač osredotočava se mogoče malo bolj na Asano, ker je tudi orodje, ki ga mi bolj poznamo, ki ga tudi mi več uporabljamo. Tako da dajva mogoče še par besed kar o Asani odpreti. Kar še nismo povedala, a sva že vse povedala? Veliko sva povedala, dotaknila sva se torej pač, da lahko, mislim, da Asana nam omogoča to, da smo vedno on top za dogajanjem na posameznem projektu,
torej kako si sosledje nalog sledi. Je pa to zelo pomembno, no, ko se opisuje projekt v Asano, da se razčleni včasih bolje določene naloge razčleniti v podnaloge in podnaloge, ker je tudi lažji pregled oziroma pač sodelavec, ekipa, ki dela na določenem projektu, točno ve, kaj mora narediti. Ne? Če pogledamo recimo čist primer našega Point Out Weeklyja, vse naloge, ki jih pripravimo za Point Out Weekly, so notri do potankosti razdeljene. To pomeni, da je načrtovanje že najprej, če kar začneva od začetka, torej določi temo Point Out Weeklyja. Na to napiši vsebino oziroma pripravi vsebino vprašanja odgovore za posamezen Point Out Weekly. Pojdi skozi pripravo za svojim sovoditeljem Point Out Weeklyja. Na to je seveda snemanje, po snemanju pa pridejo potem še tiste malo bolj razčlenjene, še toliko bolj razčlenjene naloge, torej pač, da naša Egle poskrbi za postprodukcijo, en član mora priskrbeti, torej vse te povezave, ki jih spodaj klikamo, ki jih klikate lahko, torej da so vse te povezave pripravljene, če je kakšen screen recording, da tudi to se ji vse dostavi. Potem je, ko je enkrat postprodukcija pripravljena, torej je potrebno narediti pregled postprodukcije, potem gre čist res v razčlenjenost, zaradi tega, da potem lahko res tiste kljukice sledijo, to je upravljeno. In to je res tisto, kar je pomembno, da se razčlenijo res tudi taski na tisti najmanjši faktor, zato ker je tudi sledljivost potem absolutno boljša. In ko je enkrat projekt zaključen, seveda obstajajo neki ongoing projekti oziroma neki ponavljajoči se projekti in pa taki, ki imajo začetek in pa konec. Ne glede na to, ali gre za prvo varianto ali za drugo, se je smiselno vmes večkrat dobiti pri tej drugi varianti, ki imajo zaključek pa vsaj na koncu, da se tudi vse skupaj malo analizira, ne? Da se vidi, ali je projekt, če smo naleteli vmes na kakšne težave, ali bi mogoče kaj drugače naredili, da se nasploh z ekipo pogovorimo, zato da smo drugič, ko delamo podoben projekt, lahko bolj učinkoviti, bolj uspešni. Mogoče tudi to nekaj, kar pa sva pozabila, ne nazadnje je tukaj treba tudi weekly meetinge omeniti, pri projektu je fajn, da se ekipa, tudi če delajo posamezno, vsak svoje taske, da se vsaj vsake toliko časa pri nas, konkretno enkrat na teden, skupaj usedemo in pač pogovorimo, kje so tiste težave, ki so nastale, so mogoče kakšni izzivi, ali mogoče neka novost, ki ostali člani ekipe ne poznajo, ker namreč v enem tednu se lahko ogromno stvari zgodi, saj pri nas, in je fajn, da te informacije malo zakrožijo. Ok, imaš še kaj za na koncu povedati? Mogoče to, da kakor se včasih sliši mogoče malo zoprno, da projektni menedžerji toliko vprašanj postavljamo. Naš namen ni to, da bi želeli biti tečni ali pa nadležni, ampak nam gre za to, da pač imamo te informacije, ki so nam pomembne, kajti če ne dobimo teh informacij, lahko pač pomanjkanje informacij posledično vpliva tudi na druge projekte, na sam projekt oziroma na celotno delo v ekipi, ne. Tako da pač odzivnost strani naročnikov je včasih malo izziv, čeprav tudi s tem pri nas nimamo toliko izzivov, ampak vseeno vsa ta vprašanja, podvprašanja, to so vsa namenjena temu, da pač je projekt čim bolje izpeljan, da lahko dosežemo kvalitetne rezultate na koncu, torej zaradi tega toliko več sprašujemo in nas toliko bolj zanima in smo fertični. Ok, dajva s to mislijo kar končati današnjo oddajo. V primeru kakršnih koli vprašanj nam seveda lahko pišeš spodaj, z Viko bova z veseljem odgovorila na kakršne koli izzive, ki so mogoče pri tebi nastalo poslušanje te oddaje. Tako da to je bilo to za danes. Naslednjič bova skupaj z Nejcem govorila o LinkedIn oglaševanju. Do takrat pa hvala lepa in pa se vidimo. Adijo. Why be